Kako se izgovori tvoj primek? Hon, hen? Iskreno povedano nimam pojma. Nikoli se nisem s tem nekaj hudo ukvarjal, verjetno je hen, ampak recimo v osnovni šoli sem uporabljal hen, ker je bilo lažje za širšo populacijo in tako. No. Okay. Da ne bo kdo mislil, da si Nemc? Tudi če se zmotiš, nisem še, mogoče se bom kdaj kaj prepisal. Ampak tudi če se zmotiš, pa rečeš hen, kupam, tudi hon, kupam, vzamem, kar pride zraven. Ja, cool, ne. Jaz sem v Ljubljani, ne. Te mogoče malo povej nam to svoje popotovanje, torej vsi te poznajo kot predvsem jogista, predvsem človeka, ki se ukvarja z jogo, verjetno, ne. Ampak mogoče nam malce lahko razširiš, ker zdaj že tudi nekaj časa že hodim k tebi na vadbo, da malce poveš, odkje je ta tvoje zanimanje za neko širino gibanja. Ja, v bistvu je zadeva štartala seveda takrat, ko sem se rodil, samo da takoj še nisem vedel tega. Ne? In že v osnovni šoli so me blazno privlačile stvari, ki so na nek način se ukvarjale z umom. Se pravi, zanimalo me je, kaj je ta sposoben narediti. Ne? In relativno dokaj mlad sem začel se ukvarjati z raznimi tehnikami avtosugestije. Vse, kar sem našel na to temo, bil sem dokaj negibalen otrok, ne? In sem bil predvsem bralec, ne, tako da vsako poletje so se z mamo recimo kregali, ali za 14 dni ne more, zdaj vzamem 14 knjig s sabo, ali bi jih sam 10, ne. Ker sem gladko prebral eno knjigo na dan, ne. In ja, sem se bolj poglabljal v te smeri. Pol vmes je seveda prišla puberteta, pa punce, pa vojska, jaz sem bil še v enem zlatem obdobju JNA in tako, in sem za 1 leto nekam odšel. Predtem sem se malo začel ukvarjati z borilnimi veščinami, za kakšno leto, 2, ampak sem bil relativen negibalec, no, bi lahko rekel. Pol v vojski sem spoznal enega bodybuilderja iz Beograda, ki mi je na nek način predstavil dvigovanje uteži in mi je bilo to tako, wow, en šport, ki je bil blizu moje naravi, ki je v bistvu izredno zahteven, kar se tiče volje pa discipline, ne. Po drugi strani je pa tisto, kar mi je bilo izredno všeč, samo od sebe si odvisen, ne. Nič ni tukaj, že če hočeš iti na basket, ne, rabiš dobiti saj še 3, ne, da te tam 2 na 2 igram, ne. Klej pa ko me scajt, lahko ti to narediš, ne. In gre samo za voljo in disciplino, ne. In to je bilo mojemu umu na nek način blizu, ne. In pa sem malo kvihtal in malo kolesaril in malo pobrcavil in tako naprej, dokler me ni nekega dne na biciklu avto povozil. Sem imel tako malo gršo nesrečo, malo so bile operacije, malo so mi mogli hrustanca vzeti ven iz rame, malo so mi rezali dolgo tetivo bicepsa, jo prešili malo drugje. In slučajno sem takrat srečal asane kot del rehabilitacije. Ne? Zdaj, moj ego je seveda takrat mislil, da jaz zdaj spoznavam jogo, ne? Spoznaval sem pa pač neke, bom rekel, neke strukture v prostoru. Ne? In takrat nisem kaj dosti vedel o anatomiji, ono, drugo, tretje. Mislil sem, da pač delam jogo in od takrat naprej, bom rekel, je to postal en support vsega, kar pač počnem. Na začetku sem se v nekih 8 mesecih po operaciji sem se postavil na noge večinoma z asanami, pa malo s pomočjo fitnessa. In pol sem to delal na nek način kot en dodaten trening, bi lahko rekel, ne. Imel sem sicer čisto napačne nastavitve v glavi, ne, ker sem dojemal asane iz fitness koncepta, ne. Se pravi no pain, no gain, ne. Dojemal sem asane iz fitness koncepta iz tega vidika, da bi jaz mogel doseči rezultat, ne. Zdaj pač iz vidika joge razumem, da je asana kvečjemu oblačilo občutka in da gre za to, da je mojstrstvo najti tisto asano, ki je prava glede na trenutno izhodiščno stanje, ne. Ja, asane so lahko del prakse joge, vsekakor pa niso joga, ne. To je približno tako, kot če si predstavljaš hišo. Cego je vsekakor lahko del hiše, ne rabi pa biti, ker je hiša lahko narejena tudi z lesa. In iz tega vidika današnja moderna joga
ki se je praktično oblikovala v zadnjih 100 letih, je treba vedeti, da je to joga, ki je prodajana zahodnemu umu. In je temu primeru predstavljena skozi medije, ki je zahodnemu umu najbližje. Ne? In to se pogojuje z vsemi in fitness industrijami, revolucijami, ki so se dogajale tam v Kaliforniji in tako naprej, z tem lepo telo, zdrav duh v zdravem telesu. To je vse sovpadalo na nek način. Ne? In tudi Krišnamacharya, ki je na nek način oče moderne joge, je veliko tega črpal iz švedske gimnastike, recimo, ne? Zelo zanimivo, tako da to je en tak preplet. Se pravi, tukaj se predvsem asane potem prodajajo, recimo, v tem zahodnem. To je to, ne? Se pravi, zgolj en mali delček, ki niti ni nujno, da sploh ta delček je. To, ki ni nujno, da je sploh del prakse joga. Okay. Ne? To je zelo pomembno, da razumejo ljudje. Ja, imaš recimo, ogromno ljudi so jogi in oni so bhakta jogi. Kaj to pomeni? Ne? Oni so popolnoma predani temu konceptu resničnosti in vsako početje na nek način predajajo temu. Zanima jih samo to, da bi res poznali resničnost, ki jo lahko imenuješ Bog, lahko jo imenuješ kakorkoli že. Nepomembno ta trenutek. Ne? Torej, oni se sploh ne ukvarjajo s asano? Ne. Morda največja asana je trenutek, ko se zahvalim, priklonim tebi in tako naprej. Ma spet jogije, ki svoje delovanje, karma, delovati, uporabljajo kot temeljno prakso. Se pravi, vse, kar bom delal najboljš, kot lahko delam, ampak ne bom prilepljen na rezultat tega delovanja. Zaradi tega, ker nikoli ni odvisen samo od mene. Ne glede na to, kaj naredim. Ampak kljub temu, da to vem, ne bom postal prilepljen na nedelovanje. Kar pomeni, v vsakem primeru bom to, kar počnem, poskušal narediti najbolj. Ne bom se pa obremenil, če rezultati ne bodo taki. Niti malo. Ne? In to je koncept karma joge. To je koncept, ki ga je možno vključiti praktično v karkoli. Lahko si mizar, lahko si nekdo, ki dela z ljudmi. Ni pomembno, ne? A lahko to narediš najbolj? Kaj bi lahko še tle naredili? A lahko vi še bolj počiste ta prostor? A lahko ta drog še kaj bolj izkoristim? Ne? Zakaj? Zato, da dam največ, kar lahko dam. Ne? In to je joga. Ne? In hatha joga, se pravi joga, ki uporablja gibanje, ogromno tega je prišlo v jogo, praktično iz tantrizma, ne? Ki se je ukvarjal s tem, kako uporabljati to telo, misli in vse skupaj, kako jih polno doživeti na ta način začutiti resničnost, medtem ko se je joga, prej bi pa lahko rekli, bolj ukvarjala s tem, kako bi vse tisto, kar je odveč dal stran, da bi spoznali resničnost. Ne? In temu primerno sta se tukaj pol te dva koncepta srečala in sta se začela prepletati. Ne? Tukaj bi lahko rekli, da joga služi na nek način kot most med posameznikom in njegovim samospoznanjem, samorealizacijo in eventualnim konceptom Boga. Pa naj bo to zdaj Bog v krščanski ideji, v islamu, v hinduizmu, kjerkoli, nepomembno. Ne? Joga na nek način nekomu, ki se ima za ateista, ponuja izrazito močno orodje spoznanja sebe v tem življenju. Ne svojih vlog, ker vloge so nekaj, ki dan gor tako kagate. Za ljudi, ki pa želijo spoznati Boga v tem življenju, ne, je pa joga v bistvu odlično orodje, ker lahko ta jaz dajo toliko na stran, da ostane samo še koncept tega, kar je. Ne? In tukaj bi lahko rekli, da se ateist sreča s tisto osnovno komponento, z esenco življenja, ki me loči od nežive narave, medtem ko nekdo, ki se na nek način identificira z pripadnostjo katerekoli religiji, pa lahko preko te iste prakse spozna, ne vem, ljubezen
ki jo išče v podobi Boga, lahko spozna moč, ki jo išče v podobi Boga, odvisen, kaj je pač ta njegova prednastavitev, ne? Bomo temu rekli. Ne? To je pač tukaj zelo pomemben. Asane kot asane so torej lahko del prakse, niso pa nujno potrebni. Ne? In asane so super za človeka, za modernega človeka, ki se pogosto premalo giblje. Super. Imaš asane, kot veš, hodiš na jogo, a ne, si že parkrat probal, imaš asane, ki zahtevajo kar veliko moči. Ne? Imaš asane, ki zahtevajo ogromno moči nekih antagonistov, da bo agonist doživel razteg. Ali pa obratno, kakorkoli pač hočemo gledati zdaj ta sklep. Ne? Se pravi, imaš koncepte statičnih zadrževanj, imaš koncepte gibanja, različni pristopi, kaj vse se lahko počne s to asano oziroma vstopom v njo, izstopom iz nje. In temu primerno je pač tudi rezultat na telesni ravni lahko nekaj. In ta nekaj je za nekoga, ki ne počne nič, mogoče wow. Da bi pa rekel, da mogoče nekdo, ki dela asano, recimo jaz, ko tebi delam asano, da bi rekel, da lahko ta posameznik zgolj telovadi, torej zgolj krepi mišice, položaje, izboljšuje telo in tako naprej. Kdaj pa je, poleg tega, da telovadi, tudi v stanju, recimo temu, joge? Ja, razlika je v tem, da recimo, če priješ z enim klasičnim odnosom nekega fitness koncepta, tukaj sem zato, da bom naredil dober trening. Pol je normalno, da se je nastavil na to, da bo iskal, kje je njegovih 100% in mogoče bo stopil na 101%. To pač pomeni, da se bo izčrpal. Se pravi, trening, kaj praktično trening pomeni? Trening pomeni, da prvo sekundo, ko se je trening začel, je naša trenutna sposobnost že slabša, kot je bila prej. Ker smo telo že obremenili do določene mere. In smo temu primerno malo slabši. In če bomo to delali 1 uro, 40 minut, kakorkoli, bomo mogoče toliko slabi, da bomo rekli na kakšnem konkretnem treningu, ne morem več, konce. Umrl bom, bruhal bom, če naredim še eno ponovitev. Utrujeni. Praksa asan je lahko na nek način podobna. Lahko prideš in če imaš recimo relativno tekmovalen se bo seveda silil preko svoje sposobnosti, probo boš ustrajati dlje, probo boš kopirati unega soseda, ki je boljši v narekovajih, kar se tiče tega giba od tebe. In najverjetneje se boš dodobra na trgu miazinska aktinska vlakna, zdaj linijo jo popokale, imel boš čudovit muskel fiber par dni, Zdaj je to smiselno ali ne, to je seveda odvisno od tega izhodiščnega stanja tega posameznika, če je njegov ego pač tak, ki potrebuje potrditev, da se mora zlomiti vsakeč sprot, da verjame, da je kul, pol je to smiselno. A je na dolgi rok to smiselno? Je najbrž ne. Ampak v danem trenutku je mogoče kakšna stvar smiselna, ker na dolgi rok ni najboljša. Da je ta človek pristopi bolj jogistično? Tako, če bi pa on razmišljal o konceptu joge, bi pa v to gibanje vključil neke jame in nijame, ki so del prakse joge. To so pa praktično navodila jogiju, kako naj se obnaša do sebe in do sveta okrog sebe. Kar pomeni, tukaj je začetek nenasilja. Če se hočem jaz premikati, že samo premikati na nenasilnem nivoju, bo ta posameznik zaznal, tukaj čutim zdaj napetost. Tukaj čutim, ko se mi mišica razteza. Tukaj čutim noro trganje, ko se mi mišica razteza. Zdaj pa ne čutim več velike površine, ko se mi mišica razteza, ampak čutim tako majhno, ljubko točkovno bolečino v narastišču mišice. Če bom še malo nadaljeval, se jo bom utrgal. In tako naprej. No, če bi on spoštoval nenasilje, bi v trenutku, ko vstopa v polje bolečine, šel korak nazaj in bi opazoval, kako bi lahko vstopil v to polje bolečine, da ga ne bi prestopil. Tukaj je nenasilje do sebe ali nenasilje? Tukaj je nenasilje do sebe, zdaj prvi koncept. Vse te kvalitete, ki jih bom omenil, se praktično ves čas dogajajo na 3 ravneh. Prva je telesna, druga je besedna, tretja je mentalna. Zdaj, kako se uriti v nenasilju? Začetek je simpel. Za začetek ne tepeš ljudi.
Naslednje urjenje je malenkost težje, ne? Ok, ne govoriš stvari, ki bi lahko hranile ljudi. Težko. Kar pomeni, upravljanje ob kavi gre po gobe, ne? Pa tako fajn, ne? Tretja stvar, ki je pa mnogo težja, mentalen nivo, ne? Nenasilje si izuril takrat, ko se v tebi ne rodi niti misel, ne samo tisto, kar prej nisi izrekel. Ampak se niti ne pojavi ideja, koliko je neumen. Ne? In tako naprej. Ne? In naslednja taka kvaliteta, ki se na praksi joge zelo dobro vidi, je resnicoljubje, satja se to imenuje. Zdaj, ta človek, ki se opazuje v asanja, ne? Če je to zelo ati posebnosti, se pravi zelo tekmovalen človek, je zanimivo, da zaradi tega, ker je njegovo izhodišče tekmovalno, bo on bolečino opazil mnogo kasneje kot B-tip človeka, ki je izrazito netekmovalen. Če tudi bi mogoče, če bi lahko zadevo od zunaj meril, bi rekel, oba dva na 7 zaznavate prvi impuls. Ne? Ampak ta tekmovalen tip bi na 9 rekel, zdaj sem nekaj začutil. Netekmovalen tip bi pa že pri 5, za vsak slučaj rekel, da je nekaj začutil. Čeprav nisem, naprej gre lahko sam na slabš. On to ve. In je zaradi tega pač prej odnehal. No in temu primerno je to. Ne? Se pravi, je to zelo, to resnicoljubje, človek mora biti najprej toliko čist samim seboj, da se je pripravljen priznati, moja narava je zelo tekmovalna, kar pomeni, če hočem jaz nehat, če hočem jaz uriti nenasilje in hočem stopiti korak stran pravočasno, ne smem počakati unih prvih 7 zvončkov, da odzvonijo, pa prvo osmem odreagirati, ampak pismo bo res treba ta prvega slišati. Ne? Za njega težko, ne? Medtem, ko človek, ki pa nima take narave, bo pa rekel, iskreno, nič ne slišim. Ok, še malo bom probal. Se pravi, to je že prva zadeva. Ne? Naslednji korak, ki pride tukaj, je praktično, bova rekla, ideja ne kraje. Kaj to pomeni? Ne? Ko jaz pridem na prakso joge, sem popolnoma neobremenjen, zdaj ne jaz kot učitelj, kot praktikant, sem popolnoma neobremenjen s tem, a zraven mene sedi nekdo, ki te asane dela že 25 let in zgleda tako noro popolno, da bi bil vsakič sprot lahko slikan, pa bil na naslovnici, ne vem, kjerkoli fashion magazina, kar res noro dobro zgleda. Vem, da jaz nisem on. In se sploh ne ukvarjam s tem, ker zaprem oči in se potopim izključno v svojo notranjost. In me zanima samo to, kaj je noter, kaj je v tem notranjem prostoru. Samo to. In tukaj pol pridemo do tega, da skrajšam zadevo, da če hočemo nadzirati vse to, da mora čutila seveda biti obrnjena navznoter. Nesmiselno je, da se jaz ukvarjam z zvoki okolice, s tem, kako je kdo oblečen, s tem, da je ta trenutek nekaj zasmrdel. To je nepomembno. In tudi dejansko v tem stanju, ko res prideš v to stanje, dejansko res ne slišiš takšnih zvokov. Ja. Zaradi tega, ker v bistvu naša trenutna resničnost je izredno pogojena ravno s temi preteklimi verjetji, ki smo si jih navrgali, ampak tisto, kar je pa ključno, tisto, kar jo pa v resnici definira, je pa naša pozornost. Ne glede na moje verjetje, če je moja pozornost ta trenutek na temu mikrofonu, doživljam popolnoma drugo resničnost, kot če bi bila na občutku desnega mezinca. V popolnoma isti situaciji. In sploh ljudje, ki recimo delamo prakse, kot je joga, recimo, kjer je ogromno poudarka na koncentraciji, s časoma pridobimo to sposobnost, da se lažje osredotočimo na tisto, na kar se hočemo osredotočiti. Kar pomeni, da bo ta razlika recimo med treniranim umom ogromno velika, ker bo ta sposoben sredi totalnega kaosa se ukvarjati z svojim mezincem. Začetnik se ne bo sposoben, ker ga bo vse tisto, kar pride v razum, ga bo vrgel ven. Kaj je, kje je? In ne more več ostati tukaj. Pa imaš občutek, da ljudje znajo to ponotranjiti, ali bolj kot ne, večkrat vidiš, da ljudje, tako kot si preomenil, pridejo v bistvu na trening joge, kot gre enkrat na trening, ne vem, funkcionalne vadbe, enkrat je na pilates, ta tretja je pa joga. Odlično vprašanje. Zanimivo je, da tukaj imamo
če zelo poenostavimo, imamo par različnih modelov ljudi, ki hodijo na joga klase. Eni hodijo zaradi tega, ker so pač v soseščini odprli studio in je to blizu in on ve, da bi mogel nekaj zase narediti. In on v bistvu se ne ukvarja kdaj se ne, ampak zelo velikrat se ne ukvarja pretirano s takimi navodili, ker ga ne zanimajo. On ve, da na temu klasu bo dobil tudi dober workout, čeprav je dobil zraven kvaliteten work-in. Sam work-in ga ne zanima, ker njega zanima workout, ker je bral, da bi bilo fajn se malo premikati v lifeu. On se pa ne premika. No, te ljudje rabijo pač toliko časa hoditi na te klase, da so enkrat slučajno zaradi neke okoliščine v svojem lifeu sposobni zaslišati una navodila, ki so pa dejansko work-in, ne workout. In takrat kar na lepem reče, wow, ker stopi v uno polje sebe, kjer iskreno ve, da se dogaja njegov life, ker naš life se ne dogaja v prostoru. Zelo je omejen z mojo percepcijo tega lifea. Ne? In takrat je pa to kar na lepen tak material, da ga lahko zelo začne zanimati, kaj bi jaz še naredil tole, da bi opazoval to, ker je bila izkušnja toliko kvalitetna. Kakor je bila nazadnje, sem bil star 6 let, ko sem dobil uno darilo, ki ga res nisem pričakoval, ampak sem si ga noro želel. Noro. Neopisljivo dober. Ne? Pol so uni ljudje, ki hodijo na jogo, pač zaradi tega, ker je frendica rekla, veš kaj, na jogo hodim, pa en cool tip je učitelj, da pet z mano, pa greva pa še na kavo. In je to ta glaven motiv, ne. Malo sva cool, malo sva potelovadile, pa sva šle pa še na kavo, pa so se družile, pa super tork sva imela, ne. Vrhunsko. Eni ljudje pridajo na jogo zaradi tega, ker jih dejansko zanima, kaj joga je. Te zelo hitro najdejo skupino, ki pogosto največkrat niti približno ni zelo dinamična, ampak je mnogo bolj poudarek na, bom rekel, meditativnih sedečih pristopih, dihalnih tehnikah in tako naprej. Ker tam se v bistvu skriva to bogatstvo, ki ga imamo v sebi. Ne? Tem ljudem, ker to iščejo, je to, bom rekel, na nek način položeno zibko, da jim je blizu. In zanimivo je, da potem, ko dobijo še malenkost več znanja, so te ljudje sposobni priti pa tudi na dinamične stile, ki jih prej niso privlačili, zaradi tega, ker reče, seveda, ne, jaz lahko koncept joge iščem v čemerkoli, tudi v laufanju po štengah. Zdaj šel pa tja, ker kljub temu malo preveč sedim, ne. In bom šel tja, pa bom nekaj naredil in bom vse to aplikativno vključil v en gibalen koncept. In gibalen koncept bo meni postal okoliščina, v katerem vadim jogo. Ne pa samemu sebi cilj. Se pravi, pa za začetek dokaj slaboče, v bistvu greš nekam na jogo, kjer ti je nekdo rekel, ok, ta joga pa ni taka zelo statična, ampak je zelo dinamična, se fajn razgibamo. V takem primeru boš verjetno zelo težko prišel do tega. To je pa vse od učitelja odvisno v bistvu. Verjamem. Naloga učitelja je to, da ima sposobnost, da tudi če ima 20 ljudi na uri, ki so seveda, kaj to pomeni, 20 različnih individuumov, ne? Da bo še zmeraj uporabil take besede, da bo poskušal nagovoriti kar največ njih. In temu primerno se lahko zgodi, da bo ta človek, mogoče se bo na začetku premikal, ampak ko bo on edini na temu klasu, ko bo dihal kako on, ne? Pa ko bo učitelj parkrat povedal, da če dihaš kot konj, da verjetno tudi živiš kot konj. Ne? In ko bo on to slišal, govorim o tem slišal, ne le, da bo tekal mimo njega, ne? Bo mogoče rekel pismo, ne? Samo v bistvu res sam jaz diham kot konj na temu klasu. Ne? Zakaj pa oni ne, pa so isto delali kot jaz? Pismo, pa tam je bila ena čisto suha punca, ne? Jaz sem pa malo bolj presepne, sem dihal kot konj, ona pa elegantno, kada na kavi sedi, ne? Super. Smo že prišli do točke, ko je on sam vse postavil vprašanje. Ne nazadnje tukaj zmer pridemo do tega, da res dober učitelj skozi moje oči bo pokazal, ampak ne rekel, kaj je treba videti. Zaradi tega, ker je
ta izkušnja, ko ti z lastnim delom priješ do rezultata, se zapiše vsak košček tebe in ima noro veliko vrednost. To, tako je recimo mene učil moj učitelj aikida. In vem, v drugih šolah so po enem letu že počeli vse živo in izgledali, da nekaj znajo pa to, ne. Če bi mi ti rekel, a veš, ko sem en let treniral, da mi pokaž, kaj delate pri aikidu, bi rekel, da me prim za roko. Ne, z drugo roko me prim za roko. In pol bi nekaj eksperimentiral in nič ne bi ratal. Naš učitelj je učil s tišino. On je popravljal takrat, ko je videl, da nekdo začenja razvijati napačen vzorec. Prej ti je pa pustil, da plavaš v popolni temi in iščeš. Ampak takrat, ker si ti prvič prav vstopil, pa se je človek premaknil, brez da bi ti karkoli nekaj fizičnega v to dal, ne, ti si razumel. Ti si v ta prvem gibu razumel. Ne? Jaz bi znal ti recimo zdaj kakšen ta gib opisati z besedami, ne, naredi to, ne, tam tako zvij, stop tja, zdaj pa to, ne, in bi ti isto naredil. Ampak bi bilo zanimivo, da niti približno ne bi imel te izkušnje, ker bi imel le mentalen koncept, ker bi te jaz prek tvojega uma odvodil v gib. Ne? In tukaj, kar se joge tiče načeloma, bi dober učitelj mogel biti sposoben dati prostor in dati le široke smernice. Ne? Ok, v tem polju lahko najdeš jogo. Tukaj naprej je fitness, kle naprej so pa new age bullshiti. Ne? No, joga je kle nekje vmes. Ne? Ok. Če je tvoja narava bliže fitnessa, ne, je seveda logično, da boš ti lažji klej iskal jogo kot klej. Ne? Če je tvoja narava bliže iskanjem angelov in ne vem podobnih zadev, ne, pol boš verjetno lažji klej jogo iskal. In to je to. Ne? To je pa umetnost učitelja, da v skupinski vadbi lahko nagovori več oseb, ne le en tip človeka. Ne? Kaj je bilo to zelo zanimivo, ker si rekel, da si se v bistvu prvič srečal z jogo, oziroma z asanami, ne z jogo, v rehabilitaciji. In v bistvu nekako v tem konceptu, pa v bistvu, ker si tudi sam veliko stvari probaval, kot si omenil gibalno, verjetno za vodenje nekih asan, pa to zahteva tudi kar nekaj gibalnega znanja, ne? V bistvu, da se to verjetno uspeš. Mogoče, kako sam vidiš to povezavo gibanje, asane, v kakšnih primerih so tudi primerne za recimo neko rehabilitacijo in vse to? Mogoče na tvojem primeru, ne, ki sem bil pošten. Ja, kako? Ja, jaz sem bil takrat še mlad bizgac, ne, pa hvala Bogu sem imel res veliko mišične moči, ker če bi imel manj, bi bilo še par reber. Polomljenih je doktor rekel, ne. Tako da jaz, hvala Bogu, sem kljub svoji takrat tekmovalni naravi, ne, sem lošel z glavo skozi, ker sem imel, hvala Bogu, toge mišice, ne, da tudi če sem in sem mnogo preko sile delo, ne, nisem uspel nič hudega narediti svojemu telesu. Ne. Če bi enak pristop uporabil nekdo, ki bi imel recimo manj kompaktne mišične mase takrat, ali pa sploh nekdo, ki je imel recimo, da ima zelo podrto razmerje mišic okrog posameznih sklepov, bi pa lahko zelo hitro prišel do kakšne poškodbe. Ne? Joga sama po sebi je veščina, ki z asanami nima veze. Z asanami lahko naredimo ogromno dobrega, lahko naredimo pa ogromno slabega. Ne? To je zelo jasno treba vedeti. Ne? Vedno je treba, če razmišljamo o jogi kot kakršnikoli obliki rehabilitacije, če seveda nimamo opravka z mladim juncem, ki ima, ne vem, 10 kg mišične mase več, kot imam jaz zdaj na sebi, ne, in temu primerno ga lahko s traktorjem povoziš, pa je on še zmeraj še kar zadovoljen, ne, pa je to malo drugačne. Ampak, ko govorimo pa o malo drugačnih, bom rekel, povprečnih ljudeh nad 30 let, ki najpogosteje niso take, ne, je pa tako, ne, tisto, kar je res rehabilitativno, tisto, kar je res najboljša rehabilitacija, ki si jo lahko mislimo, so drobni, mehki gibi. Povečajo fluidnost vseh tekočin v telesu, ne iščejo ekstremnega giba v posameznem sklepu in temu primerno ne vstopajo v polje, kjer bi lahko zaradi neravnovesja med raznimi mišičnimi skupinami, med različnimi kinetičnimi verigami in tako naprej naredili štalo.
zelo preprosto povedano. Ne? Jaz sem bil pa pač, hvala Bogu, takrat izredno negibljiv, tako da sem asane začel uporabljati kot pripomoček, ker po operaciji roke sem bil jaz skoro prevezan nekaj časa, kle je bila atrofija, kle ni bilo ničesar razen kosti na tej strani. Ne? In tudi to, da sem na mizo roko odložil, je trajalo, ne vem, 2 tedna, 3 tedne, ne spomnim se blih točno, ampak kar nekaj časa. Vem, da ko sem kosil jedu, da sem tako nekako mogel biti zvit, če sem bil brez poveze, ne, nisem mogel spustiti dol roke, ne, ki je noro bolel, ne, nisem je mogel povzdigniti na mizo. Ne. In tako recimo imam, mogel je res boleti, ker je ena od teh slik, ki jo imam nekje kle noter, je ta, ko se spomnim, kako je bilo, ko sem lahko prvič dal roko gor, pa z noro bolečino se zravnal zraven, pa pol počakal, pa se sprostil. Ne, ampak tako, spomnim se, vem, krožnik, pa kako sem, vem. Ne. Tako da to, kar je bila moja rehabilitacija, tega pač ne bi niti propagiral, niti predlagal drugim, da počnejo nekaj na tak način, kot sem jaz počel, ker je bil izrazito nesmiselen. Ampak doskrat opaziš, tudi sam sem rekel, da doskrat opaziš, da pri svojih strankah odpraviš določene bolečine že z določenimi položaji, vajami, asanami. Ja. Kaj bi rekel, da recimo, kje vidiš največ uspeha? Veš kaj, meni se zdi kle zelo pomembno to, Joga pač sama po sebi disciplina in obstaja več različnih tradicij. Tudi te obstajajo, bom rekel, tradicije, ki so izrazito negibalne, tako kot smo prej govorili, pa obstajajo tradicije, ki imajo neke pristope k asanam. Ne? Jaz zmeraj rad povem, da kar se tiče joge, je na mene siguren Yogananda kot eden od velikih učiteljev močno vplival. Ne? Kar se tiče pa asan, je pa smiselno slediti samo eni tradiciji. In ta se imenuje anatomija. In če imaš pač rad anatomijo, kle ni velikih filozofij. Ne? Ni nas veliko entuzijastov, ki lahko za dolg čas beremo kakšno knjigo o anatomiji. Ne? Eni smo, eni niso. Ne? In to je pač to, če te zadeva zanima in si pripravljen eksperimentirati na svojem telesu, bo zelo hitro lahko opazil nepravilnosti, ne vem, recimo, ti imaš blago notranje rotirana ramena. Ne? Ja. Recimo, ne? In to pač ne rabiš se vsem kaj hudo ukvarjaš, ko pač pogledaš pa vidiš, ne? Če pač gledaš, kakšna je govorica telesa in tako naprej. Ne? In človek, ki ima normalno poudarjeno lordozo vratne hrbtenice, ki je danes ogromno ljudi, ki sedi tako, kot jaz zdaj sedim, ne? Na kameri se to sploh dobro vidi, ne? Jamra, da imajo bolečine klele gor, ne? Seveda imajo bolečine klele gor, ne? Se to je logična posledica, če uporabljaš samo malo preproste fizike pa strukture v prostoru, ti je jasno, da ne more biti druge bolečine. Ne? In ta človek, ki ga ti postaviš samo v položaj gore, pa ko on ugotovi, da gre za to, pa se mu sternum vzdigne, pa se mu rame sprostijo, pa ga nastaviš še na ta način, da popka ne vrže naprej in on kar nalepan sreča neutralno lego hrbtenice, novo polje. In ko je on toliko daleč, da ukrepi te mišice, da mu bodo pomagale suportirati to neutralno lego hrbtenice, se je pa kar na lepem lahko znebil bolečin, ki jih je imel prej zaradi določenega življenjskega stila. Ne? Ampak to ni moj cilj. Ne? Jaz pač poudarjam, kljub temu, da pač z ljudmi, ki delam individualno, pogosto stopam v to polje. Ne? Ampak jaz vsem povem, jaz nisem terapevt. In se z nazivom terapevt tudi nikoli ne bom kital, ker skozi moje oči to, da se nekdo reče terapevt, to zahteva mnogo hujši nivo znanja, kot ga imam jaz. Če tudi ljudje pa reče, tole je pa super. Pa kdaj pride tudi, veš kdo, ena od boljših strank, mislim boljših taka, ki mi je res ostala v spominu, en fant je svojo mamo pripeljal pri 85 letih, s pa toliko bolečinami, ne, na individualno uro. Ne. In jaz sem
naprej povedal, ne, jaz se ne bom učil asanke nesmiselno. Ne. Jaz se bom naučil take stvari, ki jih bo lahko ona aplicirala med tem, ko bo čaj kuhala, ki jih bo lahko tam v kuhinskem pultu delala. Ne. In so par stvari naredila. On meni parkrat na let pove, mama še zmeraj to dela, veš, kako je vesela. Ne? Ne? Ampak to so take preproste stvari, ne, kar bi to rekel. Ne? Ja, veš, bolel je kolk, ne, pa sem je rekel, ne stopne stopnico, pa ne niha z nogo, ker jo boli. Ne? In kaj se zgodi? Seveda teža noge potegne dol, sklepna ovojnica je fiksna, ko se potegne dol, se sinovijalna tekočina razlije in pride na vrh in za nekaj trenutkov postane boljši amortizer. Ne? Kar pomeni, da tudi če ima ona obrabo kolka, je tisti trenutek sinovijalna tekočina prevzela toliko sile nase, da ona ne čuti direktne bolečine. Ja, pa, ko bo dolg časa stala, se bo normalno to spet razlil in jo bo spet kolk bolel. Ne? Ampak glede na to, da pri 85 letih glih nimaš, ne vem, norih veliko pravkov, ne, ni nič hudega, če 10-krat na dan na štengo stopiš, pa malo bin glas z nogo, ne, za minutko. To lahko narediš, ko greš mem štenge. Ne. In njej se je življenje ekstremno izboljšal s takimi drobnarijami. Ne. Klej je tako zelo smiselno, se mi zdi, da ljudje, ki delamo z ljudmi, ki delamo z njihovimi gibalnimi vzorci, da štekamo, da za veliko večino ljudi je manj ful več. In ne rabimo jim dati noro. Ker če jim dajem noro, je zdaj vprašanje, če jim nismo dali preveč. Ne? To je definitivno. Ja, ne, tle se tudi mi dva zirate velikrat pogovarjamo, kako kad si prej omenil nekoga, ki sedi 8 ur v službi, 3 ure doma, potem pride na vadbo, in potem bi ti iz njega naredil človeka, ki bo zdaj dvignil 100 kg deadlifta. Zakaj te človek to rab? Verjetno je čisto isto z nekimi drugimi ali gibalnimi sposobnostmi ali pa kaj drugega. Marsikdaj v bistvu tega niti ne rab. To je pač tvoj cilj, niti ne njegov cilj. Ja, tvoj cilj. Sam zdaj, ne, če se ukvarja z njim kot terapevt, ne, kar vidva počneta, ne, mislim, da je tukaj smiselno vprašanje, kaj hočemo narediti iz njega. Ne? Če ta človek sam povedal, veš, mene kle nekaj boli, pa bi ful rad nekaj delo, da me ne boli, je super, če ima on deadlifta 11 kil, ne? 12 ga ne rab mogoče. Ne? To, če je sposoben narediti počep ob steni, ne, da bi na hrbet padel, ne, smo mogoče že veliko naredili. Ne? Ja, ne. Tudi znamo ocent, ki je sploh cilj. Ja, drugo pa je, da on reče, veš kaj, jaz sem pa klele pršel, 10 let nisem nič delal, prej sem rekreativno kolesaril, zdaj sem se pa ženo ločil in rabim nov smisel v življenju in drug let hočem zmagati na Franji. Aha, ok, lej, ti si pa zdaj na pol profesionalc skoraj. Mislim, hočeš obravnavo kot profi, ne? Kar pomeni, treniral boš 4 do 5 ur na dan, ne? Imel boš zelo jasno izdelano ciklizacijo, periodizacijo, da se točno ve, kdaj, kje ti počivaš, kje ne počivaš. Aha, včeraj si delal intervale, danes imaš valčkanje pa to, jutri imaš pa to, pa 2-krat na teden boš imel deadlift pa počepe. Ne? To je pa drugo. Se moramo pa vprašati, kolikrat se pa dela ta napaka, ne? Da te športne programe pa apliciramo na navadne smrtnike. Ja, pač teh res zelo praktično ne dobiš skoraj takih strank. Točno to. Ne. Jaz zdaj pa kdaj dobim, recimo delal sem z eno triatlonko, ne, ampak kaj sem midva delala na individualnih programih, ne? Jaz sem mi povedal, lej, ti imaš vrhunske trenerje za tek, ti imaš vrhunske trenerje za bicikl, ti imaš vrhunske trenerje za plavanje, ne. Zdaj pričakovati, da bo midva kle delala neke asane, pa uštena predvala, je nesmiselno. Ker dejansko pogledano, kolikrat v vodi narediš kakšno asano? Niti enkrat, ne? In en moj dober kolega, vrhunski trener, je enkrat povedal stavek, ki ga jaz pogosto ponovim, ne? Bil sem zraven, ker je nekdo prišel k njemu in bla, 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 ne? In debata o tem, kako bi bolj šmetel kopja, ne? In bla, 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 in ta kolega ga posluša reže kar nekaj časa, ne? In pa mi je bilo pa že malo dosti, pa je rekel, lej, če hočeš dobro metati kopje, moraš dobro metati kopje. Se pravi, za začetek moraš res veliko metati kopje. Vse ostalo so pa dopolnitve. Ne? In je nesmiselno iskati rešitev v tem, kje boš ti rekord, personal best, ne, naredil na tem, da boš izboljšal moč v ramenskem obroču. To bo majhen košček zraven. Ampak
predvsem boš pa ti metal kopje. Torej, če damo mogoče kakšno aplikacijo na vsakdanje življenje naših strank, ki imajo težave, pa da tvoje stranke imajo kakšne težave z bolečinami. Če imaš težave s pobiranjem svojega otroka stan, mogoče ne razmišljati, koliko tisoč enih asana pa vaj ti bo to zboljšano, ampak nauči se pobirati. Otroka staviti tako, da te ne bo hrbet bolel. Bravo, ne? In kle recimo še ena zelo preprosto dejstvo, ne, ki ga je treba vzeti v zakup. Ne? Tisto, kar delamo, v tem postanemo boljši. Preprosto. Ampak napaka, ki jo pogosto ponavljamo, tudi ne postanemo boljši. Ne? Se pravi, če ta človek ga zmeri hrbet zaboli, ki pobira otroka, če bo on nadaljeval s tem vzorcem, pa ga pravočasno zamenjal, ne, bo ta napaka postala boljša. Torej, še bolj izrazita. Še bolj dober ga bo hrbet bolel. Ne. Ampak on to trenira. On vsak dan trenira, da ga dober hrbet boli. Ne. Pa še nekje prebral, no pain, no gain. To ne, in boljše bom, ne, v temu, ne. Se zdaj kle pač ne pomeni, da mora on veliko filozofirati, ne. Kle že to lastno eksperimentiranje je lahko ogromno, ne. A ja, mislim, to me boli, kaj pa če bi dal kolen na tla, pa otroka pobral, pa probo tako, je zdaj boljš. Vse ni važen, zakaj te je hrbet bolel. A te zdaj boli? Ne. Ti si zmagal. Ker tebe v življenju nič drugega ne zanima, kot to, kar pač doma počneš, in ne boš šel v neke ekstreme. Zdaj razmišljati, kako bi tebe kle nagruvali, da boš ful hud, ne. To je recimo se zelo dobro primerjavno, ker od nas večina ljudi, ki ima težave, prva stvar, ki vpraša, kjer vajamo, pa delati, če ne boli hrbet. Namesto da bi se vprašali, kdaj pa kje ne, te boli hrbet. To pa kako bi to spremenil? Kako bi to sam probi razmišljati, tako, ne? Da se postaviš položaj, da te ne bo več. Ja, ali pa ne vem, zmeri, ko se iz avta ven spravljam, ne? Me boli. Super, ne? Zasuk po stran, opogib naprej. Ja, se zdaj lahko tukaj razmišljamo o tem, da gre za neko rotacijo ob hkratni fleksiji hrbtenice, bla, 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 pa da mogoče gluteus ni dovolj močen, da bi to naredil, bla, bla, bla. To je zanimiv meni, ki se s tem rad zabavam, ne? Ampak njega pa to ne zanima, ne? Zanj ga je važno to, da bi končno iz tega avta prišel ven, brez da bi ga bolel, ne? Zdaj, seveda ima opcijo, da kup suva, ne, pa ima malo višji sedež, ne. To je pač ena od možnosti, ne. In en človek, ki ga pač to ne zanima, dosti bo tudi to naredil, ne. In bo mogoče na ta način, super, ne. Problem se bo pač pojavil kasneje v neki drugi obliki, ne, pač pri zavezovanju čevljev ali pa kjerkoli že, ne. Ampak dejansko, ne, da se vrnemo na tisto, ki smo rekli, koliko rabimo gibljivosti. To, da počnemo to, kar vsak dan počnemo. In to mora z roko v roki z močjo pa z vzdržljivostjo. In če si boš ti vsak dan čevlje zavezoval, je blazno več verjetnosti, da boš telo avtomatično krepil, da bo to lahko počel s tem svojim početjem, kakor pa če boš ves čas nosil ene krokse, ne, nataknjene, ne, pa boš pa samo enkrat na ne vem koliko časa čevlje zavezoval. Za one ljudi, ki praktično res nič ne počnejo, pa takih je kar nekaj, ne, je to njihovo običajno početje edini trening in edini lifestyle. In če bo ta človek zdaj skozi krog se hodil, ne, on tudi do tega ne pride. Tudi v hrbtu tudi toliko stimulusa na rabu, da bi se zravnal. Ne? Kaj šele v tem, da bi nogo vzdignil? Pa zavezal, ne, ker treba malo drugače telo uporabiti. Ne? In smo na temu, ne? Tako da asane so zelo uporabne, so zelo škodljive, kot vsaka stvar, ne. Za samo jogo pač niso pomembne. In tisto, kar se meni zdi pač ključno tukaj, ne, da res ugotovimo, da polje joge asane uporablja kot eno od možnih pripomočkov, da se podivjan umiri. In to je to. Ne? In tukaj pol sigurno ne rabim iskati neke ekstremne pozicije. Ne? Drugo je, ko pridemo do teh, bom rekel, bolj intenzivnih pristopov hatha joge, ne? Kjer se poskuša manipulirati različne potenciale v telesu, ne? Kjer se poskuša uporabljati, poskrbeti za to, da bi
energija, ki se ukvarja s prebavo, recimo, energija, ki se ukvarja z izločanjem, da bi v tistem trenutku, ko te procesi ne potekajo, da bi ta isti potencial priključil praktično vsemu temu, kar ta trenutek sem, se pravi energiji hrane, ki sem jo že skonzumiral, energiji zraka, ki sem ga pogoltnil, ne nazadnje energiji idej, ki sem jih pogoltnil, ker zanimiv paradoks je tukaj, če mi razmaknemo ustnice v smehljaj, se ne moramo slabo počutiti. Zanimivo je, probi, raztegan ustnice v smehljaj, pa vidiš, notranjost se takoj spremeni. Notranji občutek je drugačen. In ful je zanimiv v tem občutku smehljaja. Ja, seveda, da narediš to in da probaš dejansko ta smehljaj začutiti v očeh. Ful zanimiv. Vzpostavil se mehanizem, ki tvoj ni sposoben biti jezen na unga, ki si bil prej ful noro jezen. Ampak dokler držiš v glavi ta smehljaj, pa iskren, tako da ga čutiš v očeh, se ne moreš zares ujeziti. Ful zanimiv, kjer je pozornost, tam je to resničnost. In če ti ohranjaš pač ta smehljaj, ta občutek tega notranjega prostora, ki je lasten smehljaju, generiraš čist isto, kot če bi od odzunaj dobil impuls, ki te je pripeljal do tega smehljaja. In tukaj pač te bolj konkretne tehnike hatha joge se ukvarjajo s tem, kako bi vse te različne, bom rekel, možnosti, različne potenciale, ki jih ima telo, zgostil v eno relativno majhno točko, kamor bi dal svojo pozornost. Tukaj pač pridemo do tistih tehnik joge, ki jih najpogosteje ne vidimo na tečajih, ker so preveč invazivne in tako naprej. Obstaja cel kup dihalnih tehnik, ki jih ni smiselno in jih ni priporočljivo delati skupino, mogoče ena na ena, ker grejo pač predaleč. Posegajo v področje, kot je Valsalva manevra, kar pomeni, da relativno polna pljuča držiš polna, seveda, držiš torej, da bi izdihnil in ob tem stiskaš vse pomožne mišice izdiha, kar pomeni ustvariš blazno večji notranji pritisk in če je človek recimo nagnjen k lahko ima anevrizmo, lahko ima visok tlak, lahko ima bolezni srca ožilja, nimaš pojma, kaj ima on. Lahko tudi on ne ve, kaj ima on. Se lahko človeka ubil na klasu. In to je pač nekaj, kar sigurno ne delaš. Če tudi si sam mogoče kdaj šel čez take bolj intenzivne tehnike. Ja, prinesejo močno izhodišče, neki lastni praksi samoopazovanja, neki lastni praksi meditacije, če tako rečem. Ampak še zmeri po daljšem času prakse ugotoviš, da so za samo polje joge tako nepomembne kot asane. Jaz zdaj tudi, če me povoz avto in postanem invalid od vratu navzdol, bom še zmeraj za sebe lahko trdil, da lahko delam jogo. Če mogoče za konec rečemo samo še kakšno besedo o meditaciji, ki se je kar dale omenil. Bi rekel, da je za meditacijo ljudje se najbolj stereotipna podoba meditacije je seveda, prekrižati noge. Bi rekel, da je za meditacijo nujno potrebno, ker jaz se ne doživljam čisto tako, bi rekel, da je nujno potrebno, da si v nekem stanju, kjer si sam, kjer se neka umirjena glasba, lušten prostor, kjer si v bistvu moraš nujno, biti brez misli ali pa brez nekih kakšnekoli distrakcij, ali meditacija lahko tudi, jo lahko tudi ti doživljaš v nekem početju asane, v nekem fizični aktivnosti, v nekem pogovoru. Ja, tukaj je cel kup možnih opisov. Čisto na kratko, meditacija je stanje in ne tehnike, ki k stanju vodijo. Vse tehnike meditacije, pa to zdaj ni važno, a je to strmljenje v svečo, je to opazovanje diha, pustimo zdaj same tehnike, same po sebi, vse tehnike so pripomoček in na nek način na začetku meditacije vedno obstaja trojnost.
obstajam jaz, ki tehniko delam, obstaja nek predmet opazovanja, ki sem si ga vzel zaradi tega, da bom svojo pozornost zgostil, in pa tisto, kar je ključno, obstaja dejanje opazovanja. Ne? Jaz na začetku rabim res veliko mentalne moči, da bi teoretično gledal samo tale mikrofon. In nič drugega. In čeprav se ti v zadnji premikaš, me ne zanima, kako se premikaš, ne vidim, ker obstaja samo mikrofon v mojem vesolju. Ker ta trenutek seveda, ne vem, lahko razmišljam o tem, da sem lačen, da moram po otroka v vrtec, karkoli drugega, je moj razburkan in rabim temu primerno več miselne moči, da bi se lahko skoncentriral. Zanimivo je, da kar nekaj časa uspem ostati skoncentriran, rabim vedno manj miselne moči. Na nek način bi lahko rekel, da se zdi, kakor da ta predmet opazovanja razvije neke vrste magnetizem. Magnetizem in postaja vedno bolj zanimiv moje pozornosti. In bolj, ko je postaja zanimiv, manj se moram matrati, da bi moj bil klep, pa ne bi premišljeval vse živo. To je poleg koncentracije. Meditacija se praktično začne takrat, ko izgine dejanje opazovanja, kar pomeni, da jaz ne potrebujem več nobene mentalne moči in izgine koncept jaza in na nek način praktično ostane v polju zavesti samo še predmet opazovanja. Kar ne pomeni, da ga jaz zdaj vrednotam kot kakšno obliko ima. Ne, to je mentalen proces. Ne? Tam se v bistvu meditacija začne. Ostalo so pa tehnike. To, kar je meditacija v gibu, to je preprosto to, kar danes prodajajo pod mindfulness, čuječnost in tako naprej. In zato lahko uporabljaš asane, ampak to sam preprosto pomeni, da pozornost držiš na trenutnem početju. Tukaj ne rabiš velike filozofije, tukaj greš lahko čaj kuhat, pa bo res pozoren, kako voda teče, kako se šalca postavil. In to pač pomeni, da si v trenutnem početju, tvoj ne skače v preteklost ali pa prihodnost. Si zavestno pri stvari. Si zavestno pri stvari, ki jo delaš. Ne pa tako, ko se pelamo domov, pa ne vemo, 4 semafori, 3, koliko rdečih. Ker razmišljamo čisto. Ker smo drugje. Ne? In hvala okoliščinam, da je ta naš podzavestni del tako buden, da nas pripelje in zregistrira v rdečo, ker naš je medtem mogoče na Havajih. Čeprav je zunaj -5, ali kako, In to je to. Tako da tam je meditacija. Vsekakor so vse te prakse aktivne pozornosti v danem početju lahko dober uvod v meditacijo. Ampak pravo polje meditacije se zgodi takrat, ko lahko stopim stran tudi od tega. Ta predmet ni tisto, k čemur meditacija vodi. Ta predmet je še vedno le pripomoček, ki ga je treba v pravem trenutku zavreči. Kdaj ga vržem preč? Takrat, ko ne rabim več mentalne moči, da bi ohranil dejanje opazovanja. Ok, zdaj ostane samo to, zdaj se pa del mene zave, da tako kot obstane samo to, obstane tisto, kar je za tem. Lahko bi rekel, mene zanima, z meditacijo se poglabljamo v tisto polje, v tisto esenco, ki te loči od nežive narave v tebi. Se pravi, predstavljaj si, da je meditacija na nek način iskanje tistega polja v tebi, v tvojih idejah, v tvojem telesu, vse povsod, v tistem polju, ko rečeš, zaradi te točke nisem mrtev. Abstraktno. Za razmišljanje za naprej. To je pač ko, zdaj tukaj pol spet, lahko je to meditacija spet, če ima nekdo ki je determiniran s konceptom Boga, je meditacija lahko popolna predaja Bogu. Se pravi, v meditaciji, če je meditacija pravilna, bo vernik spoznal koncept Boga. Oziroma ateist bo spoznal to, kar sem ti rekel. Spoznal bo tisto, kar te loči od nežive narave. Spoznal, to pomeni ne na mentalnem nivoju,
spoznati v smislu čutiti, spet ne na nivoju čutil, ki so usmerjene navzven. Ja? Torej, ne na racionalni osnovi za nezavest. Racionalna osnova je zmeri pogojena. Ne? To je tako, veš, verjetno se ti je že kdaj zgodil, da ne vem, si se zjutraj zbudil, nič kaj dosti nisi mislil, si pogledal čez okno, pa je bil čudovit lep sončen vzhod. In si ga začutil. Ampak relativno hiter, ponavadi preko sekundi, se je sprožil pa je rekel, wow, kakšen sončni zahod. In v tistem trenutku nisi imel več feelinga. Ne vem, če si kdaj to opazil. Isto lahko probaš pri kjerkoli, ne vem, pri hrani, ki ti je okusna. Karkoli, ki ti čutila prinesejo. Ne? V tistem trenutku nekaj ti zadiši. Ampak v tistem trenutku, ko rečeš, kako to lepo diši, si ti zgubil občutek, ker si ga spremenil v miselno strukturo. In ne uživaš v njemu na ta način, kot si užival, preden si ga definiral. Ja, to je verjetno res. Tako da tukaj, ker si rekel racionalno, iracionalno, različna polja zaznave so, ne? Nekaj zaznavamo pač preko čutil, ne? Različni kanali. To je to, ne? In vse to, kar zaznavamo preko čutil, si obarvamo različen glede zaradi preteklih izkušenj, ne? In temu primerno pol pač nekdo kriči, ki ima vodo do gležnjev, ne? Nekdo pa je čisto smeren, ki ima vodo do kolen, ne? Ampak ki ima vodo do gležnjev, je mogoče, ki je bil mehen, se utapljal, ne? In mu je noro, sploh ne mi vode kazati, ne? Kaj šele do gležnjev pa to. Tako da to je to, no? Meditacija je najbolj naravno stanje. To ni neki, ki bi rabil nore šole. To, da se potopimo v to polje, je najbolj naravna stvar in na nek način je del meditacije tudi to, ko padeš not v svoje početje, pa ne veš, da je minilo 3 ure. Sam to je bil, bom rekel, nezavesten, nehoteč vstop v to polje. Ne, in tudi, če si padel not v svoje početje in ti je bilo noro dobro, pa si rekel, že pred 2 urami mogo nekaj biti. Ti si pa, ne vem, bral knjigo ali pa barvo ali pa teku, vse ni važno, kaj si delal, ne? Ampak si toliko padel v svoje početje, da ni bilo ničesar, postal si slika, ki jo slikaš. Ne? Ja, pri jogi se pa praktično naučiš, kako se zavestno pripeljati v to polje. Torej, step by step. Ja, ampak bolj, ko to počneš, bolj ugotavljaš, da kljub vsem norim, kompleksnim tehnikam, preprostim tehnikam, da je zadeva tako noro preprosta, da tudi kle velja ta manj je več. In nobena drama ni v temu, to je doživetje, ki je nam vsem na dlani, ves čas, kle. Čist blizu, skozi zraven, ne? Ker meditacija je pač potop v tisto polje mene, kjer sem buden, ampak se ne identificiram z nobeno od mask, ki jo sicer nosim po svetu. Jaz sem učitelj joge. Ok, to ni meditacija, ne? Ok, to ni meditacija. Ne? Sem, bližji smo, brez jaz. Ne? Se pravi, to je popolnoma budno zavedanje, kjer ni koncepta jaza. Zdaj uporabljam take besede, ki se mi zdi, da so nekako bolj razumljive, pa se ne zapletam z nekimi pojmi v sanskrtu ali pa to, kar bi ljudi zmrcvarali. Ja. Ok, imaš še vprašanje? Ne, mislim, da bo kar dosti. Smo že nekje približno tudi eno urco. Ampak vsi super. Ne so zanimive informacije. Odpiramo neke take nove teme tudi za področje tistih, ki predvsem delajo v telesni kulturi, tako kot mi, da spoznavajo tudi neke druge polje, kot se sam rekel, tudi neke druge polje zavesti. Pa kako pristopati k fitnessu, ne, na malce drugače. Sploh tista mi je bila zanimiva razmeritev, da pač
joga lahko pride vse do fitnessa, ne, lahko pride pa do vse do tistega New Age bullshita. Tako da bo vsak v tem najdel nekaj zase. Super. Tako da. Hvala za klepet. Hvala tebi.